Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Lepo pozdravljeni. Pri bogoslužju smo vsi brati in sestre na tem duhu. Začnimo to Evharistijo, to zahvalo Gospodu za vse, kar doživljamo, vse je Božji dar. Na začetku pa prosimo odpuščanja, da bi bili v srcu pripravljeni na to sveto bogoslužje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Slava Bogu navišava. Čas očetu naziva pošiljati, milost Božja vsem stvari. Tebi jagnje si dočino i odjemlješ grih sveta. Moje vsaka duša mlika, slavovično iz srca. Molimo. O Bog, vsem, ki so se posvetili Tvoji službi, je s Tvojo pomočjo sveti opat Benedikt odličen učitelj duhovnega življenja. Naj Tebe ljubimo nad vse in velikodušno izpolnjujemo Tvoje zapovedi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. V dneh kralja Jozija mi je prišla Gospodova beseda. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega krila, sem te posvetil. Jaz pa sem rekel: O vsemogočni Gospod, glej, ne znam govoriti, ker sem še mlad. A Gospod mi je odvrnil: nikar ne reci, sem še mlad, le pojdi, kamorkoli te pošljem. Govori, karkoli ti ukažem, nikar se jih ne boj, saj sem s tabo, da te obvarujem, govori Gospod. Potem je Gospod stegnil svojo roko, se dotaknil mojih ust in mi je rekel: glej, svoje besede polagam v tvoja usta. Glej, postavljam te danes nad narode in kraljestva, da rujaš in podiraš, da uničuješ in rušiš, da zidaš in sadiš. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Slava Ljubav. Iz svetega evangelija po Marku. Slava tebi, Gospod. Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: prepeljimo se na drugo stran. Ko so poslovili množico, so ga vzeli s seboj v čoln, v katerem je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pluskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: učitelj, ti ni mar, da se potapljamo? In vstal je, zapretil v vetru in rekel morju: utihni, molči. In veter se je polegal in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in spraševali so se, kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in morje. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bog daj dober dan, drage državljanke, dragi državljani Slovenije. Pri tej sveti maši, ki jo bomo darovali za domovino, čeprav sem vzel mašni obrazec od svetega Benedikta. Sveti Benedikt je zavetnik Evrope, od njega smo marsikaj prijeli, vsi ga poznamo po njegovem geslu ora et labora, moli in delaj. Je pa res, da sveti Benedikt je imel noter še eno besedo, ki jo pa večina izmed nas rada spusti. Ora lege labora, ali slovensko. Moli, študiraj ali beri, karkoli komu ljubo, in delaj. In to je zgodba, sestre in bratje, v kateri smo povabljeni mi vsi. In naj nas tudi misel tega velikega moža evropske, naše zahodne civilizacije spodbudi k temu, da bomo znali moliti, študirati in delati. Enega brez drugega ni. Sestre in bratje, torej, drage državljanke in državljani samostojne in demokratične države Slovenije, na posebno čuteč način naj pozdrav namenim svojcem padlih v vojni za Slovenijo. Pozdrav tudi veteranom in vsem, ki ljubimo Slovenijo. 33 let imamo svojo državo. 20 let smo člani Evropske unije in Severnoatlantskega zavezništva NATO. Kot državljani smo z državo vstopili v Kristusovo zaključno ciljno leto na zemlji. Kristus je kot človek, naš brat, uresničenje vsega Božjega in vsega najboljšega, česar je človek zmožen. Seveda govorimo o dobrem, ki ga je človek sposoben, je pa tudi res, da je sposoben človek tudi pekla. Ko so bili apostoli na razburkanem jezeru v viharju in jim je grozil brodolom in morda celo smrt, torej konec, so se obrnili na Jezusa. On pa jim je dejal: kako da še ne razumete? Kako da še nimate vere? To vprašanje je v tem času zmedenosti za nas Slovence, pa ne samo za verne, pač pa tudi za vse, ki imamo Slovenijo radi, ki nam je dom, država in domovina, pa tudi za vso zahodno civilizacijo, ki pripadamo še kako na mesti. Verni verjamemo, da vprašanje zastavlja učlovečeni Božji sin. V 33 letih je vprašanje zastavljajoči Jezus naredil vse. Se učlovečil, bil spočet, preživel otroštvo, v najstniških letih pokazal, da mora svojo pot, se izobraževal, delal, se spraševal, iskal. Moja ali tvoja volja, nebeški oče. Vendar vedno stopi iz sebe, zavrne skušnjare in skušnjavca, se odloči za bolj zahtevno, za pot odrešenja, za očetovo voljo. Za vsakega pride čas, ko je v preizkušnjah in odločilni preizkušnji. To je križ. Tega ne moreš odložiti. Lahko sicer obležiš pod njim in iščeš tolažbo in krivce.
lahko pa vstajaš in vstaneš in ga neseš. Križ ni lahek, tudi za Kristusa ni bil, ampak on nas je na njem odrešil, premagal smrt in zlo in smrt in umrl. Ampak vemo, da ta smrt ni bila konec, je bila pot vstajenja in v nebo. Čutimo sporočilo. In zopet si zastavimo vprašanje, kako da še ne razumete. Jezus, čeprav ima legijo angelov, kot je sam dejal Pilatu, nikoli ni rekel, država, oblast, to sem jaz, kot je rekel francoski kralj, pa mnogi v tem stilu živijo. Ljudi je nagovarjal življenjem, zgledom in šele na to z besedo. Tudi ne dejal, bodite popolni, kakor sem popoln jaz, ampak bodite popolni, kakor je popoln nebeški oče. Je pa rekel pri zadnji večerji, potem, ko je učencem umil noge, zgled se vam dal. In na nekem drugem mestu, jaz sem pot, resnica in življenje. Pa zopet drugem mladeniču, zapovedi poznaš. Prva je, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, so močjo in vsem mišljenjem in vso voljo. Druga pa je njej enaka, ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večje od teh ni nobena druga zapoved. Zapovedi torej. 10 jih je. Pa pojdimo kratko v zgodovino. Zdi se, da se je človeštvo odpovedalo Bogu. Odrezalo je prve 3 zapovedi. Nietzsche je že davno pred drugimi sodobniki dejal, Bog je mrtev, ubili smo ga. Ampak če greš brati njegove knjige, boš videl, da je on to z obžalovanjem ugotovil. Za zahodno civilizacijo, kamor štejemo tudi sebe, velja, spodrezali smo si temelj. Prve 3 zapovedi, ki so temelj vsem ostalim. Ker ni Boga, so modreci rekli, in smo torej mi Bog, se je treba dogovarjati in dogovoriti, da se zaradi tega ne bomo med seboj pobili, da bomo kot vrsta preživeli. Vidite, uporabljam žargon, ki ne omenja Boga, ki sloni na tem svetu. In nadaljujem. Vladavina prava in pravna država sta tako postala vsemogoča pojma. Problem pa je v tem, da pravo ne sloni več na pravičnosti, da lahko zakone tolmačiš, prilagajaš in spreminjaš po volji večine. Celo ustavna sodišča, ki so bila ustanovljena prav zato, da bi varovala pravice in pravni red pred uzurpacijo strani večina, so v velikem razcepu, tudi v konkretni slovenski situaciji. Za okrasitev razumevanja naj povem misel, ki ni zrasla na mojem zelniku, prav je, da smo tudi intelektualno pošteni. Moj nekdanji vojaški kaplan jo je povedal, takole je rekel: komunistični revolucionarji so se v začetku še lahko šli svojo zgodbo, ker so bili krščansko vzgojeni. Zavrgli so sicer Boga, za silo pa so se držali ostalih zapovedi. Njihovi otroci so od njih prejeli le nekaj vrednot, njihovi vnuki pa nimajo ničesar več. Ponavljam zato Jezusovo vprašanje. Kako da še ne razumete? In si ga zastavljam drugače. So bili leti zgoraj navedeni uspešni z ubijanjem Boga in stebrov naše civilizacije, cerkve, družine in če dalje bolj tudi nacionalne države, ali pa smo v resnici mi odpovedali, ko smo opazovali in molčali? Smo bili tiha dobra večina, ki, tako se zdi, niti ni več večina. Ali je morda to odmev politične ali kakšne druge korektnosti, ki od nas vsi zahtevajo, ti, ki so tam, sami pa jo ne upoštevajo, pričakujejo pa jo od nas. Naj se še malo poigram že zgodaj omenjenim mladeničem iz Evangelija, ki je iskreno hotel priti v nebeško kraljestvo. Bil je dober, očitno bogat, verjetno dobro izobražen in zapovedi je izpolnjeval že od svoje mladosti. To je iskreno Jezusu sam povedal. Evangelij navaja. Jezus ga je pogledal, ga vzljubil in mu dejal: pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim, potem pa pridi in hodi za menoj. Jezus ga je torej povabil, naj ne bo samo dober, ampak naj v dobrosti naredi korak naprej k drugim in k Bogu. Ampak ni zmogel. Evangelij navaja,
da je žalosten odšel. Mladenič ostaja brez imena. Izgubil se je v povprečju večine dobrih, ki včasih posluša in hodi za Jezusom, ki je pot, resnica in življenje, včasih pa oddaleč gleda, kako ga križajo in morda celo potoči kakšno solzo iz sočutja zaradi tega. Ostaja pa brez imena. Kakor bogatin v priliki o bogatašu, revež pa ima ime Lazar. Neizobraženi ribič Simon postane Peter in tudi izobraženi Savel po spreobrnenju, ko postane Pavel, pa spremenita svet. Ime dobiš, ko si ga vreden, ime ti ne ustvari ne PR, ne javnomnenjska ali kakšna druga formalna in neformalna agencija. Te kreirajo začasna imena, ki se sama dokaj hitro razkrinkajo. Pravo ime pa se ustvari v odnosu do enkratnega, resničnega, lepega, dobrega, do vsakdanje reči presegajočega, ne nazadnje do večnega, do Boga. Tudi do skupnega dobrega, do države, do domovine, do resnice v tem in v zgodovinskem trenutku. Naj povem, tako da boste razumeli, Pilat je večkrat v evangeliju nastopa, z vso močjo in sooblastjo. Ampak v času kritične nemške biblične šole so prav na podlagi tega, ker ni bil nikjer drugje zapisano ime Pilat, hoteli dokazati, da on ni bil zgodovinska osebnost in da torej tudi Jezus ni zgodovinska osebnost. Ampak na srečo so potem v 30 letih tam v Cezareji ob mori našli en kamen, na katerem je pisalo Pilatus, a ne, in je tako kot mnoge druge tudi ta teorija padla. Ampak kaj hočem povedati? Ni dobro, da pridemo v določeno zgodovinsko obdobje po nesreči, tako kot je Pilat prišel v vero, ne? V veroizpoved. Ko se ga spominjamo po njegovi začasnosti, ne po kvaliteti. Današnji evangelij, učitelj ti ni mar, da se potapljamo. O, še kako je Bogu mar za naše strahove, za potapljanje, za pogrezanje. Sam Jezus jasno odgovarja, kaj ste strahopetni, ali še nimate vere, ali če rečem po domače, vi naredite, kar je v vaši moči, Bog vedno dela svoje in to tako, da gre nam v prid, tudi ko se zdi drugače. On je vedno z nami, tudi ko se zdi, da spi na blazini. Prej se zgodi, da ko Bog trpi, kakor je on v Getsemaniju, mi, tako kot apostoli, zapremo oči, zadremljamo in zaspimo. Kje Bog danes trpi in joče? V katerih področjih želi, da strahopetni preidemo v vero? V naših otrocih, iz katerih družba hoče narediti spolne zmedenete. V moških in ženskah, ki so raje prijatelji svojih otrok in med seboj partnerji, kakor pa možje in žene drug drugemu, mame in očetje svojim otrokom. V naši cerkvi, ki jo mažemo mi, drugi pa pod vplivom gospodarja z tega sveta intenzivno pomagajo. V našem slovenskem narodu, kjer slovenski starši s svojimi otroci doma govorijo angleško, v šolah pa otroci govorijo neslovensko, ker so v nekaterih razredih v manjšini. V naši slovenski državi, kjer se laž nagrajuje, resnica pa več ne osvobaja. V naši državi, kjer lahko razkošno živijo močni, pravzaprav bolje povedano glasni, komaj s početim in bolnim ter ostarelim pa je treba pomagati z tega sveta, da bi jih ne motili. In še kje drugje. Kje je v vsem tem Jezus? Je z nami, nas gleda, kakor mladeniča nas je že davno vzljubil in nam pravi, dober si, hodi za menoj, ne boj se, poglej okrog sebe, raj imej vsakogar, naredi nekaj za ta narod in za to državo. Nikar samo ne obupuj. Bomo žalostni odšli kakor on? Nikakor, Gospod. Ti veš in mi vemo, da je čas, da od spanja vstanemo. Amen. Pa se v živi veri obrnimo na dobrega Boga in ga prosimo za nas, za našo domovino, za našo državo in za vse potrebe. Gospod,
prosimo te za tvojo sveto cerkev, za papeža, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili zvesti oznanjevalci tvojega nauka. Gospod, prosimo te za naše državne voditelje, daj, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za našo domovino Slovenijo, za vse državljane, da bi živeli složno in da bi se vsi trudili za blaginjo in mir. Prosimo te, usliši nas. Jezus, ti si vir resnične edinosti. Vsem, ki so se odzvali klicu domovine in so umrli med osamosvojitveno vojno, podeli slavo večnega življenja. Prosimo te, usliši nas. Naj se kot kristjani trudimo za blaginjo in zdravo življenje v družbi, pa tudi za kritičnost, kadar se s prefinjeno lažnjo oznanja neresnica, moralna izprijenost in kultura, ki nasprotuje življenju. Prosimo te, usliši nas. Gospod, v teh nemirnih časih te prosimo za vse dežele, kjer potekajo vojne, pošli svojega duha vsem odgovornim, da bi se trudili vzpostaviti čim prejšen mir, prebivalce pa tolaži in jim vlivaj moči in upanja. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, kakor je naš slovenski prednik, plemič Andrej Turjaški, 1593 z našimi knezi in vojaki naredil odločilen korak, ki ga je bilo potrebno narediti, in na svetega Ahaca dan premagal sovražne Turke. Te prosimo, da bomo znali tudi mi narediti tisto, kar je potrebno, ne samo ugotavljati, analizirati, da se bo svet začel, naš slovenski svet, spreminjati tudi za naše trdne odločenosti za dobro. To te prosimo na priprošnjo svetega Jožefa, zavetnika slovenskih dežel, in svetega Ahaca po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Nesem, Gospode, da je svoj krov, hvala čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, na god svetega Benedikta blagohotno sprejmi te darove za našo domovino. Po njegovem zgledu naiščemo samo tebe in zvesto službo prispevamo k miru in edinosti po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca Imamo in pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Tebe slavi ves zbor svetih, ker so od tebe prijeli zasluženo nebeško veselje in slavo. Po tvoji volji nam je njihovo življenje zgled in vir upanja, njihova priprošnja pa pomoč.
Tolika množica božjih pričevalcev nam daje pogum, da bomo vztrajno hiteli v boj, ki nas čaka, in z njimi dosegli nevenljiv venec slave po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato ti z angeli nad angeli vsem zborom svetih prepevamo hvalnico in nenehno vzklikamo: Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hosana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hosana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt poznajmo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš k slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z njenim ženinom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Najbrž se nekateri starejši spomnite, kako smo imeli včasih ta novoletna romanja za upanje in mir bolj številčna. In tam 88. ali 89. leta je bilo to novoletno romanje v Londonu. In sam sem takrat stanoval pri eni profesorici angleške književnosti, bila je malo starejša, kot sem jaz sedaj.
Zaprav upravičeno mislim, da je najbrž že šla k Gospodu, in ko smo se pogovarjali, smo ji razložili, ker ona je bila prepričana, da smo z Jugoslavije. Smo ji dopovedovali, da smo iz Slovenije in da Slovenci želimo imeti samostojno državo. In je rekla, ja, koliko vas? Jaz sem rekel tako, slabih 2 milijona. Je rekla, nimate perspektive, da bi imeli svojo državo. Glejte, 33 let jo imamo. In nimamo samo državo, imamo tudi demokracijo. In smo člani že 20 let Evropske unije in Severnoatlantskega zavezništva, hvala Bogu, ker to je branik tudi navznoter, zato da lahko živimo demokracijo in samostojnost, tako stvari kažejo. In smo premalo hvaležni vsem tistim, ki so za samostojno življenje naredili vse, kar je bilo v tistem trenutku potrebno. Od tistih na najvišjem položaju do tistih, ki ste doma molili in molili za to, da vaši sinovi ne bi izgubili življenja, ga darovali za domovino. Vsak je moral narediti svoje in zato jo imamo že 33 let. In torej toliko let, ko bi morala biti zgodba tako polna, na višku. Morda smo malo opešali vmes. Opešali vsi kot posamezniki, kot skupnosti, morda tudi kot cerkev. In je čas, da ob 33-letnici naredimo vsak izmed nas zopet temeljno odločitev, da Slovenije ne damo, da demokracije ne damo, da bomo vse naredili, da bo v tej državi prostor za vse, za nerojene, za mlade, za starejše, za bolne, za onemogle, da bomo vsi imeli v tej državi prostor, tudi tisti, ki bodo prišli k nam. Ampak da bo najprej prostor tukaj za nas in da bomo ponosni na svojo državo, svoj jezik, svojo kulturo, svojo vero. Ker vsi, ki v Sloveniji živijo in ko se bomo živimo, se bomo nekoč srečali z Bogom, ne samo Slovenci. Nas bo Bog vprašal slovensko. Nas ne bo vprašal ne angleško, ne hrvaško, ne nemško, ne italijansko, ampak slovensko. In gorje, če mi, naši otroci, naši vnuki in ljudje, ki prihajajo k nam, ne bodo znali mu slovensko odgovoriti. Velik feler bo, bi rekli mladi, ne? Da se malo poigram, kako hitro zginje naš jezik. Zato srčno, s ponosom in živo vero zmolimo to Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo prosti greha, da bomo v tvoji moči premagovali nemir in skušnjave, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej, prosimo, na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Kot kristjani, sestre in bratje, nikoli ne želimo sodelovati z zlom. In nikoli ne smemo zla opravičevati in s prstom kazati na zlo, ki so ga povzročili drugi. Vsako zlo je zlo. Storjeno pod tudi križem, ampak kljugastim križem, pod faskom, pod zvezdo. In mi se ne naslajamo nad drugimi tako, da bi opravičevali svoje zlo, da bi s prstom kazali na druge, ker vedno, ker s prstom kažem na druge, vsaj eni trije gledajo proti meni. In to je slabo. Je slabo za narod, je slabo za mene, slabo za kogarkoli. In ker želimo v ta svet prinašati resnico. Resnica pa edina osvobaja.
stiskom drugemu podelimo, se spodbudimo k tej poti resnice in dovolimo, da med nami zavlada Kristusov mir. Glejte, to je jagnje Božje, Jezus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da greš meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. La
Molimo. Dobri oče, prijeli smo hrano večnega življenja. Naj ti po naukih svetega Benedikta zvesto služimo v molitvi, vse ljudi pa kot brate ljubimo v dejanju po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Sestri in bratje, res naše domovine in države ne moreš drugače, kakor ljubiti. In seveda tudi državljanke in državljanov. Ne morem govoriti kot župnik, ker sem tudi moški, ampak splošno moram govoriti. Ne moreš, kakor drugače, kakor da bi ljubil. In če ljubiš, si odgovoren. Če pa ne ljubiš, ti je pa vseeno. Bodimo med tistimi, ki bomo vedno ponosni na svojo državo, na vse, kar bi lahko še naštel, sem že parkrat povedal. Ki bomo ponosni na to, da smo državljani te države. Ki nam ni vseeno, kaj se s to državo dogaja, ker želimo biti dejavni državljani. Aktivni, bi rekli v nekem drugem jeziku. Ker bomo naredili vse, da bo v naši državi vse, in to na dober način, da bo v naši državi prostor za vse ljudi dobre volje, da bo prostor za resnico, za pravičnost, za dobro, za življenje, za otroški smeh in prve govorice otrok, ki bodo govorili slovensko. In zato smo vsi odgovorni, zato ker imamo radi ta dom, to domovino in to državo. Naj nam Gospod pri tem pomaga, pravzaprav si on vedno pomaga. Mi mislimo, da on spi. Mi ga nismo opazili, ker smo se zanašali samo na sebe. Ko pa dovolimo Gospodu, da njegove milosti v nas delujejo, ne? Zakaj še ne verujete? Zakaj ste še maloverni? Gospod z vami, blagoslovi vas mogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.